18. december je pač dan, ker, ko se spomnimo, da je bila sprejeta v Organizaciji Združenih narodov konvencija o pravicah delavcev migrantov. Konvencijo, ki žal Slovenija še ni ratificirala, pa bi jo lahko, pa bi jo v bistvu morala. Urednica dr. Karmen Medica. Leta 2007 smo na znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru začeli z eno raziskavo z naslovom Analiza socialne strukture in integracijskih strategij tujih delavcev v Sloveniji. V tej knjigi so torej predstavljali ti elementarni podatki, torej analiza in v bistvu identifikacija stanja v tem trenutku. Če bi danes pisali nekaj takega, bi v bistvu rezultati bili bolj porazni. Takrat smo na način vzdrževali en optimizem, da se vendarle marsikaj da spremeniti. V tem trenutku tega optimizma ni. Mislim, v tem trenutku je situacija dejansko bi rekla kar porazna, mislim, Vegradu so sledila druga podjetja in v bistvu primeru težko bi navedli kakšne primere dobrih praksi, ker jih preprosto nismo uspeli odkriti. Se nas sprašuje, kaj pa naši delavci, tudi našim delavcem ni enostavno. Mislim, tukaj bi rekla, da smo se odločili, da ne sprejemamo več to razlikovanje naši delavci in ne naši delavci oziroma tuji delavci. Ker v bistvu ti delavci, ki so v Sloveniji, so v glavnem naši delavci. Ti delavci v glavnem v Slovenijo pridejo par mesecev, pa se vrnejo in nikoli več ni. Delajo leta in leta. Veliko od njih ostane 20-30 let, celo življenje v Sloveniji in ravno zaradi tega sistema krožnih migracij, torej delajo 2 leti, imajo delovna dovoljenja, potem jih vrnejo nazaj, nikoli pravzaprav nimajo te možnosti si ustvariti kakšen stabilen status, da ne rečemo pravni status, ali pa pridobiti stalno bivališče, ali pa v tistem najboljšem primeru kakšno državljanstvo. Vendarle so to naši delavci, ki so tukaj in ki tukaj delajo leta in celo življenje ostanejo na en način, čeprav brez tistega urejenega statusa. Kolegica Uršula Lipovec-Čebron. Obstaja znotraj raziskav, ki so na voljo, sicer jih je malo, precej veliko podatkov, da so migranti, ki prihajajo k nam oziroma v neke evropske države, bolj zdravi kot ostali državljani, torej da so zdravstveno v boljšem stanju, da pa potem v času, ko živijo v novi državi, se njihovo zdravstveno stanje zelo poslabša. Tako da moramo se vprašati, kaj se pravzaprav zgodi, da se njihovo zdravstveno stanje poslabša. Veliko krat se zgodi to, da sicer nekoga sprejmejo, potem pa v bistvu morajo oni sami odgovarjati pred določenimi komisijami, obenem pa se, kot veste, dogaja tudi hujši in tragični primeri, ko je nekomu z neko hudem zdravstvenem stanju, ki je zahteva nujno zdravstveno pomoč, pravzaprav ta nujna zdravstvena pomoč zavrnjena. Tako da, take primere smo že imeli v Sloveniji in mislim, da če se ta situacija ne spremeni, pravzaprav jih lahko pričakujemo še več. Naš kolega Goran Lukić. Če pogledamo, če boste imeli čas, recimo, če boste pogledali spletno stran www.december18.net, to je organizacija mednarodna, ki je namenjena ravno promociji te konvencije, boste videli, da tam so našteti nekako 12 razlogov, zakaj sprejeti to konvencijo. Med drugim, najmočnejši razlog je, da se oblikuje nek mednarodni standard kakovosti, ne samo dela, ampak življenja za delavce, delavke, imigrante in člane njihovih družin. Zdaj, nisem tukaj ponavljal te besede, ampak je zelo pomenljivo, da niti ena EU država tega do zdaj še ni podpisala. Druga stvar, ki bi jo jaz tukaj izpostavil, je tematika, ki se tiče tega tedna, 15. decembra. 15. decembra bo v plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta med drugim tudi točka, kjer se bo glasovalo o direktivi, tako imenovani single permit direktivi oziroma direktivi o enotnem delovnem dovoljenju. Ta direktiva je izjemno nevarna, zaradi tega, ker se samo še dodatno razbija trg dela na prvi razred, drugi razred, tretji razred, ITD razred. Zakaj razbija? Zaradi tega, ker nekako fragmentira trg dela na redno zaposlene, na sezonske delavce, na državljane tretjih držav in tako naprej, preko statusov. Skratka, ta direktiva še bolj izolira delavce migrante, delavke migrante v svojih statusih, namesto da jih, kot je rekla Karmen prej, integrira v enakopravnosti.
In zaradi tega tudi Zveza svobodnih sindikatov se na tem mestu pridružuje pozivom Evropske konfederacije sindikatov, da se 15. decembra nasprotuje tej direktivi, ravno zaradi tega, ker temeljni namen, temeljno izhodišče sindikata v tej točki in nasploh je enakopravnost, enakovrednost in enakost vseh delavcev in delavk v katerikoli točki trga dela. To je 15. december, to je druga točka. 17. december upam, da bo prelomna točka za delavce imigrante iz Bosne. 17. decembra se bodo dobili minister za delo iz Bosne in Hercegovine in pa slovenski minister za delo Ivan Svetlik z namenom, bom rekel malo cinično, ampak tudi precej resno, dokončnega podpisa sporazuma o spremembi sporazuma o socialnem zavarovanju z Bosne in Hercegovino. Večina izmed vas ve, o čem govorim, famozni 5. člen. Torej, po 2 prekletih letih teh institucionalnih bojev in raznih prepričevanj medijskih in ne vem čega še vse smo uporabili, smo prišli končno do točke podpisa spremembe sporazuma, ki bo omogočilo delavcem migrantom iz Bosne, da se nekako vključijo tudi v sistem pridobivanja denarnega nadomestila. Vsi vemo, da v tem trenutku so nažalost po večini izključeni, zaradi tega, ker je pogoj za pridobitev denarnega nadomestila v Sloveniji stalno bivališče, katerega pogoj je pa 5 let in v času krize seveda je to še bolj eksponentno, neverjeten nekako pogoj, zaradi tega, ker, kot so že predhodni govorniki rekli, v tem trenutku potekajo povratne migracije bolj kot ne nazaj v matične države. Ogabno je, da v 2 letih ni moglo priti do spremembe enega člena, medtem ko pa po drugi strani pa recimo imamo v Sloveniji zdaj recimo ekspresno spremembo cele pokojninske zakonodaje v parih mesecih. O enem členu govorimo. O enem členu, ki je zaradi tega šlo nazaj domov, verjemite mi v Bosno, par tisoč ljudi, ker tukaj ne moreš živeti. In to je ta stvar. In tukaj govorimo res o elementarnih pravicah delavcev do socialnih prejemkov, oziroma do nekako dostojnega življenja. Nam je uspelo pridobiti seznam delodajalcev, ki na podlagi 6. in 7. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev so na seznamu delodajalcev, ki jim je prepovedano zaposlovanje tujcev, zaradi tega, ker so kršili področno zakonodajo. Ta zakonodaja je zakon o delovnih razmerjih, zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ali tudi je zakon o zaposlovanju in delu tujcev. Skratka, Zavod za zaposlovanje vodi to evidenco na podlagi informacij, ki jih pridobi od inšpektorata za delo in na podlagi te evidence prepove zaposlovanje vsem tem delodajalcem, ki so na tem seznamu. Teh delodajalcev je 823. 823 delodajalcev je kršilo, dokazano kršilo zakonodajo, ko je zaposlovalo tujce, oziroma tisti delavci, ki so zaposlovali tujce. Ko se določen vzorec vzpostavi kršitve, ga je izjemno težko prvo zaznati, zaradi tega, ker je obdan z zidom molčečnosti, zaradi izsiljevanja delodajalcev, če boš govoril, veš, kam boš šel, in drugo je pa zelo velik problem tudi nazadnje razrešiti to na takšen način, da bo pravno seveda opredeljen in da bo tudi sankcioniran. Mi zaradi narave tega problema v bistvu pričakujemo, da po 17. tem mesecu nemudoma, to, ki imamo izrednih sej državnega zbora, za mogoče in nemogoče stvari, ne bilo nič narobe, če bi tudi zaradi ratifikacije potem, ko je podpis vendarle takoj prišlo do sklica. Gre za ogromno vsot delavcev, ki se navezuje na to spremembo in pričakujemo od vodstva državnega zbora, da bo v bistvu to, kar nam je tudi obljubilo pri srečanju ob dnevu človekovih pravic, tudi storilo. Torej, da bo nemudoma še letos ratificiralo to spremembo ustreznega socialnega sporazuma. Globe so zagotovo do sedaj bile prenizke, glede na obseg samih kršitev. Zdaj v novem zakonu o zaposlovanju delu tujcev se te globe povečujejo. Jaz upam, da bo to nekako delovalo v smeri preprečevanja samih kršitev. Nisem pa, da bi rekel, zdaj takšen utopist, da bi verjel v to, da bo zaradi tega se zmanjšala številka. Znesek bi rekel, da nekako od 1000 evrov, recimo tudi 200 evrov na zadnje so določene globe, tako nizke so. Ampak stvar je tudi v tem, da na zadnje imel sem recimo nažalost izkušnjo, ko je sam delavec rekel tudi gospodu Gantorju, pač predsedniku državnega zbora, da je dobo delodajalec globo, je dobo pravnomočno pač napisano, da je oglobljen in ni niti plačal, ni nič in ni bilo nič. Ta delavec še vedno deluje, še vedno operira, še vedno zlorablja delavce.
Kako ga ustaviti? Z učinkovito inšpekcijo ali kaj? Z učinkovito inšpekcijo jaz upam, da bo to nekako ta učinkovito, ta prva beseda nekako bolj realna, zelo hitra, ker jaz sem zelo skeptik pri tej besedni zvezi. Vse se konča pri inšpekciji. Mi začne. Dobro.